Pozdravljeni! Evropski poslanec Franc Bogovič je minuli petek gostil omizje na temo prihodnost podravskega kmetijstva v krožnem gospodarstvu. Šlo je za četrto takšno srečanje, ki jih Bogovič pripravlja po Sloveniji. Na pogovoru, ki ga je vodil Peter Pribožič, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, so strokovnjaki in lokalni poznavalci predstavili svoje vizije kmetovanja v okolju, ki bo zahtevalo racionalnejše ravnanje z naravnimi danostmi. Magistrica Ladeja Godina Košir iz platforme Krožna sprememba je predstavila koncept krožnega gospodarstva kot model povezovanja v kmetijstvu. Ob tem pa omenila prihajajoče trende, kot so uporaba minimalne embalaže. Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek je izpostavil pomen osveščanja o doma pridelani hrani in pomembnost družinskih kmetij, ki so ključ uspeha regionalnega kmetijstva. Dr. Črtomir Rozman z Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru je predstavil sladkorno peso in njeno vlogo v krožnem gospodarstvu. Poleg proizvodnje sladkorja pa je zanimiva tudi zaradi alternativnih proizvodov, kot so etanol in podobno. Strokovnjak za namakalne sisteme Miran Klinc iz oddelka za kmetijstvo v občini Ormož je predstavil možnosti širjenja namakalnih sistemov v regiji. Podravje ima namreč v nasprotju z drugimi slovenskimi regijami več kot dovolj zalog vode. Trenutno imamo v Podravju 2941 hektarov namakalnih sistemov. Zame spodbuden podatek Ptujsko polje, skupno 1700, to so v glavnem novi namakalni sisteme, več ali manj, Gorišnica, Fermin, Gavec in Ormož. Možnost namakanja v Podravju, to so preko podatkov lokalne skupnosti izbrani podatki, kjer bi se naj namakalo, to je približno 4200 hektarjev. V projektiranju namakanja je sedaj pred izdajo gradbenega dovoljenja, oziroma upam, da bomo do tega prišli, namakalni sistem Gorišnica, druga faza 230 hektarjev in pa Ormož z 250 hektarjev. Program razvoja podeželja 2014-2020, podprt je javni razpis do nekje 10. aprila tega leta, kjer je na razpolago za gradnjo velikih namakalnih sistemov 7 milijonov. Vrednost namakalnega sistema se giblje od 6 do 7500–8000 evrov brez DDV. Po hektarju vsa sredstva so 100% upravičeni strošek, tako da je samo kmetje in lastniki kmetijskih zemljišč od njih je odvisno, ali se namakanje želijo ali ne in ali namakanje sprejmejo kot razvojno priložnost. Še na eno težavo bi omenila, občina Ormož čaka 1 leto na agenciji za okolje ARSO, da bomo pridobili okoljevarstveno soglasje. Zgradili smo namakalni sistem v Sluševce, potem pa še Veliko nedeljo, to je skupno 720 hektarjev, ampak v tej državi čakamo leto dni, da bomo od ARSO-ta pridobili okoljevarstveno soglasje za nadaljnjo širitev za 250 hektarjev. In ker nobena lokalna skupnost, niti en investitor v tem trenutku nima gradbenega dovoljenja, smo pa v letu 2017, do 2020 pa bi ne izkoristili na tej postavki za komasacije, agromelioracije in namakalne sisteme 24 milijonov, se bojim, da bo večina denarja šla za komasacije in agromelioracije in za namakanje zelo malo. En problem je državna birokracija, drugi problem pa je interes lastnikov. Namakanje pa se ne zaključi z namakanjem, nadgradnja namakanje, dodana vrednost v kmetijstvo, je skupen nastop na trgu, so blagovne znamke, so skladišča, so poslovne povezave, kar je kolega Rebernišek že omenil. Tu strokovnjake, svetovalce, zadružnike in nosilce kmetijskega gospodarstva čaka veliko dela. Mi na lokalni skupnosti bomo poskušali po svojih močeh, kot smo do danes, oddelati kvalitetno svoje delo. Če bodo drugi v tem prostoru naredili, potem bo tista slika, kot sem jo v začetku z tistimi vrtninami dal,
podatek, potem bo tudi več pridelave hrane. Dejstvo pa je, da je 720 hektarov omogočilo v slovenskem prostoru oziroma v Ormožu veliko pridelavo hrane in 7% vse tržne zelenjave v slovenskem prostoru se pridela na območju občine Ormož. Doris Letina iz Zveze slovenske podeželske mladine je predstavila akcijski načrt dela z mladimi kmeti, katerega namen je zagotoviti privlačno okolje za stabilen razvoj mladih kmetov. Mi smo prepričani, da je slovensko kmetijstvo velika perspektiva, da lahko mladi izkoristijo mnoge priložnosti, ki so jim dane. Seveda pa vsi mi sestavljamo to podporno okolje in prihodnost kmetijstva, tako da je od vsakega posameznika odvisno, oziroma vsak posameznik soustvarja prihodnost tudi kmetijstva. Vi torej živite in delate na kmetiji? Jaz prihajam z sadjarske kmetije, drugače pa študiram ekonomijo, zaključujem magisterij. No in kje se vidite v bodočnosti? To je težko vprašanje, ampak lahko uporabim pregovor Sandija Češka, ki je rekel, da so nekoč zamenjevali veliko služb, danes bodo pa mladi zamenjali veliko poklicev. In če smem tu še dodati, ravno kmet je tisti, ki združuje veliko poklicev v sebi. Torej, ne samo agronom, ekonomist, kemik, fitofarmacevt, živinozdravnik, to so vse znanja, ki jih kmet potrebuje. In zato mi želimo z akcijskim načrtom za delo z mladimi kmeti vse te kompetence in pa znanja dati mlademu kmetu, da bo imel podporno okolje, kjer bo lahko on kmetoval, vse ostalo bo pa tam dano in bo lahko izkoristil. No in kaj bi se bilo potrebno storiti, kako bi vam recimo lahko pomagala politika, recimo, da bi torej videli mladi nekaj več možnosti in bi z veseljem ostali na kmetijah, z veseljem bi se doma torej zaposlovali? Seveda se vse začne na domači kmetiji, torej ključno je, da že ko odraščajo, da vidijo, da starši to delajo z veseljem, da ni to nekaj, kjer garaš, ampak da je to časten poklic, trdo delo, ampak je na koncu dneva zadovoljiv počitek in da kmet lahko pove, danes je bil uspešen dan. V Zvezi slovenske podeželske mladine si želijo, da širša javnost mladega kmeta prepozna kot tistega, ki ima znanje, veščine, delavnost in ki stremi k trajnostnemu razvoju ter je pomemben člen lokalnega in tudi nacionalnega okolja, je še dodala Doris Letina. V pogovor se je vključil tudi energetski svetovalec Ludvik Hriberšek, pisarne Ekosklada v Ormožu, ki je kot primer dobre prakse izpostavil gradnjo piroliznih peči na biomaso, ki omogočajo ogrevanje družinske hiše za 200 € na leto. Poudaril je, da je učinkovita raba energije tudi v kmetijstvu pomemben člen krožnega gospodarstva. Zanimiva pa so bila tudi razmišljanja drugih udeležencev srečanja s evroposlancem. Vekoslav Kumer, vrtnine Kumer iz Trgovišča, je med drugim opozoril na to, kako prazne so kmetijske šole v okolici, da mladi sploh nimajo interesa za tovrstna izobraževanja, ter dodal. Moram reči, če se ne bomo skupaj vzeli, bomo mi prišli v eno veliko stisko in krizo, ministri pa tudi vsi skupaj, ki ste na položaju, boste stisnili rep. Ljudje pa bodo ostali tu in bodo nam še tisto, koliko imamo, odnesli. Rajko Janžekovič, župan Dornave, ki se tudi ukvarja s kmetijstvom, je povedal, da gradnja namakalnih sistemov ni ravno poceni, kot je bilo predstavljeno uvodoma, in da žal predelovalna industrija narekuje smernice kmetijstvu, prav pa bi bilo obratno. Evropsko politiko pri nas vodi predelovalna industrija. Ker sem tudi jagar, starešina lovske družine, bom povedal tudi v lovskem jeziku. To je podobno, kot če bi rab šici dali funkcijo lovskega čuvaja. Kar se tiče doma pridelane hrane, pa ni toliko problem doma pridelati hrane, kak je potem prodati. Vsi naši zavodi,
V naši občini imamo zavod za prizadete otroke, kjer je 400 gojencev. Jaz vam povem, prej, ko ni bilo zakona o javnem naročanju, to so ljudje prodali od krompirja, solate, jajc, vse se je prodalo. Ko pa je prišel ta zakon o javnem naročanju, pa se pač vzeme najcenejše, iz Španije, hvala Bogu, da jih tudi tam kde zadene, moram tako povedati, da pri nas to občutimo, takrat pa se pri nas ni dalo več nič. In marsikdo je ostal brez določenega dohodka, ki si ga je pred lahko zaslužil. Pa ne mi reči, da je ta hrana toliko bolj pocenjena. Tudi če gledamo iz ekološkega vidika, koliko je to prevoza in vsega ostalega. Družinske kmetije, sem sicer mlajši, ampak vem, da takrat sem bil zelo navdušen in sem še zdaj nad Slovenijo, nad svojo državo. Mislim, da je bil prvi minister gospod dr. Osterc. On je takrat zagovarjal družinsko kmetijo. Do zdaj, če povem v 5 sekundah na hitro, kaj se je o tem govorilo? To. Afere, ki se pri nas dogajajo v Sloveniji, jaz pravim, hvala Bogu, da pride kaj ven, da se pripelje hrana iz Romunije, pa se tu prepakira, pa je že gor znak slovensko. Ne vemo, odkot pride ta hrana v Romunijo, ker tudi to se dogaja. In čim več afer in predstavniki medijev, ki ste tu tudi med nami, čim bolj to povedati ljudem, da se bodo zavedli, kaj jejo, kaj dajo v sebe in potem se sprašujemo, odkot bolezni in vse ostalo. Toliko. Sem pa ponosen, da lahko tudi delam na kmetiji in bom rekel, da mi je to za sprostitev, ko pridem iz pisarne, ni lepše, ko se sedeti na traktor pa nekaj narediti pametnega. Boštjan Štefančič iz inšpekcijskih služb na Ministrstvu za kmetijstvo se je spraševal, ali krožno gospodarstvo pomeni, da se vrtimo v krogu. Nujno bi bilo zaščititi slovensko predelavo in kontrolirati poreklo hrane. Zato pa pravim, treba je strokovno, treba zaščititi slovensko kmetijstvo, slovensko poreklo. Če smo zdaj, bomo vložili ne vem koliko v promocijo, vemo pa, da se nam dogajajo in mestne industrije, ne vemo zagotavljati masne bilance mesa. Ptujski piščanec je romunske, službe za to so, nadzor bo treba opravljati, ne vem, sicer jaz sem ene take službe, ampak nam mi tega ne delamo, ker nimamo pristojnosti. Vemo pa, da se zdaj pri jabolkah to dogaja, slovenski česnek smo skoraj samooskrbni, pa vemo, da je verjetno z Kitajske tudi, in to je problem, tu moramo narediti red. Ko mi zaščitili slovensko kmetijstvo, za slovensko kmetijsko politiko, ki mora biti taka, da spodbuja proizvodnjo in da se doma proda, kot je to v Avstriji, potem se mi več ne bomo pogovarjali takih stvari, ko se že 25 let pogovarjamo, stvari pa se vrtijo v krogu, oziroma je to res naše krožno kmetijstvo. V nadaljevanju se je potem še Jože Zadravec, ekološki kmet iz Miklavža pri Ormožu, spraševal, zakaj že otrok ne naučimo varčevati s hrano. Govoril je o povezovanju kmetov in o bioplinarnah, ki so ogromno stale, precej denarja pa je žal pristalo tudi v zasebnih žepih. Hinka Hržič iz Kmetijske svetovalne službe v Ormožu pa je vprašala, kakšne olajšave in vzpodbude se obetajo mladim prevzemnikom in če bodo uvedene rente za starejše kmete. Tako so se mnenja kresala. Predstavniki omizja so več ali manj vzpodbudno odgovarjali, Hinka Hržič pa ni dobila konkretnega odgovora. Vsi zbrani pa so si bili enotni, da bo nekaj treba spremeniti. V Sloveniji se po mojem prepričanju premalo pogovarjamo, premalo spremljamo, kaj se dogaja tudi okoli nas, kam gredo svetovni trendi in s to razpravo, kjer smo poskušali pogledati v bistvu malce, ne vem, do leta 2050, kaj se bo dogajalo za zemljo, kam gredo usmeritve tudi pri evropski kmetijski politiki, temu, da to spoznamo in da potem tudi svoje aktivnosti in razvojne priložnosti poiščemo v tej smeri, v katero gre svet. Čigava pa je bila ideja, da se torej pripravljajo po Sloveniji takšne srečanja? To je kar moja ideja. Skupaj z nekdanjim komisarjem Potočnikom sva organizirala najprej srečanje Evropske zveze lastnikov kmetijskih zemljišč in gozdov, to je Evropska organizacija ELO v Ljubljani.
Na tem srečanju so bili tudi ključni te odločevalci na nacionalnem nivoju, z ministrstva, zbornice, sindikata kmetov. Potem pa je padla odločitev, da v nekem podobnem formatu gremo po Sloveniji, da naredimo neko omizje, kjer smo tudi z različnih področji, pa med sabo včasih enako misleči, včasih tudi kaj različno misleči in ravno v tem je ta čar, da se dobimo skupaj, slišimo enega drugega in se navadimo sobivati. Po moje je to tudi za samo področje kmetijstva, ki bo morali znati v bodoče sobivati z ostalimi ljudmi v družbi, zelo pomembno. Včasih pa se že kmetje med sabo sporečemo, ne vem, imajo ekološki kmetje, biodinamični kmetje, zelo veliko pomislekov konvencionalnih kmetov in obratno. In ko se tako tudi izmenjamo ta stališča, mislim, da na koncu ugotovimo, da smo vsi potrebni, da je v našem medsebojnem sodelovanju tudi bolje za ene in druge za prihodnost kmetijstva. No in kakšni so pogledi na razvoj kmetijstva v Sloveniji, drugod po Sloveniji, se razlikujejo, kakšne so mnenja, kakšne želje, načrti kmetov? Ja, moram reči, ker Slovenija je zelo pestra, na malem prostoru se marsikaj zgodi in ta krog, ki smo ga doslej naredili, poleg Ljubljane še v Prekmurju, v Murski Soboti, Velenju, Novem mestu in pa sedaj tu pri Ormožu. V bistvu gre za ta kmetijsko bolj aktivni del Slovenije, kjer so tudi problemi primerljivi, s tem, da je mogoče zaznati v primerih, kot je, ne vem, Savinjska dolina, da so se dosti bolj že usmerili tudi v ekološko kmetijstvo. Ne vem, tam je primer mlekarne Celeja, ki se je odločila za shemo GSO prosto mleko, skozi katero tudi želijo privabiti kmete. Tudi zadruga v Šaleški dolini označuje ekološko pridelano goveje meso, kjer kupec na policiji s QR kodom prepozna, odkot je to meso. Tako da mogoče v teh predeljih, kjer so težji pogoji, bilo celo več teh preusmeritev in pa povezav kmetijstvo, turizem, ta diverzifikacija v kmetijstvo. Ravninski del ravno tako sledi temu, tu so boljši pogoji za osnovno kmetijsko dejavnost, mogoče je kasneje ta nuja, da se tudi z dodatnimi aktivnostmi na kmetiji preusmerijo kmetije, tako da je mogoče teh debat malenkost manj. Čutim pa in ko hodim po terenu veliko, predvsem med mladimi kmeti, zavedanje, da je v kmetijstvu potreba po kakšnih novih prijemih, po novih znanjih, tudi po novih poslovnih modelih, povezovanje večje, ne vem, tudi zanimiv primer ravno iz Šaleške doline, kjer se poskuša tudi s temi platformami preko mobitela povezati kupca, predelovalca, sledljivost izdelka, da vidiš, od koga kupuješ. Tako da v tem delu mislim, da po moje prav, da vsi upe na nek način upremo v mlade in mislim, da bodo mladi imeli prijetne izzive, kajti to zavedanje, da bo pa ta planet, ki bo vedno številčnejši, treba prehraniti, obstaja in v kakšni razpravi tudi v Evropskem parlamentu, ko o tem govorimo, zelo radi ugotovimo vsi skupaj, da na nek način so ena krizna leta bila, predvsem zadnji 2 leti sta bili krizni v kmetijstvu, da pa so ti pogledi, če pogledamo malce za kakšno desetletje naprej, vseeno optimistični tudi za kmetijstvo, kajti brez kmetijcev svet ne bo preživel in to je tista elementarna potreba, ki jo bomo morali zapolniti in nihče drug tega ne bo naredil kot kmetje. Gotovo bodo potrebna še leta, da se kmetijska politika spravi v okvire dobrodošlega krožnega gospodarstva. Smo pa se začeli pogovarjati in iskati skupne rešitve, kar se zdi več kot vzpodbudno. Dijakinje predšolske vzgoje na ormoški gimnaziji so minuli teden bile deležne poučevanja glasbene vzgoje po Vilemsovi metodi. Zanimivo glasbeno doživetje jim je pričarala profesorica Klavdija Zorjan Škorjanec. Dijakinje so s profesorico Klavdijo Zorjan Škorjanec delale dobri 2 uri in čeprav se na prvi pogled zdi enostavno, pa ni. Je v sodelovanje kar treba vložiti energije, pravzaprav sebe celega.
kar pa je najbrž tudi bistvo takšnega poučevanja glasbe in da te enostavno potegne vase. Kaj je pravzaprav poučevanje glasbe po Willemsovi metodi? Ja, jaz vedno rada povem, da sem učiteljica, Willems učiteljica. Edgar Willems je bil velik zagovornik tega, da se lahko vsak otrok, popolnoma vsak otrok oziroma človek ukvarja z glasbo. To pomeni, da se mi rodimo z instinktom za ritem in melodijo in če je sreča, da ima človek oziroma otrok učitelja, ki razvija ta instinkt za ritem in melodijo, se potem seveda otrok lahko razvije do te mere, da se lahko ali profesionalno ali pa zelo ljubiteljsko ukvarja z glasbo skozi celo življenje. Vemo, da je glasba zelo, zelo pomembna v našem življenju. Vedno je zagovarjal predvsem to, da izhajamo iz naravnega, kar je okrog nas. Willems je pisal veliko knjig, sodeloval z vsemi, ne samo glasbeniki. Willems je psiholog, filozof, Willems se je ukvarjal z likovnim področjem, z razvojem človeških možganov, sluha, na kakšen način sploh deluje. Njega je zanimalo celotno človekovo bistvo in otroci, ki se začnejo učiti v zgodnjem obdobju glasbo, so seveda v velike prednosti, predvsem so delali raziskave pri govoru, pri retoričnem področju, potem ti otroci so bolje razviti na področju logičnega razmišljanja in imajo boljše rezultate pri matematiki. Te raziskave so delali predvsem v Italiji, kjer so tudi sistem uvedli v vrtce in pa osnovno šolo. Edgar Willems je zagovarjal to, da smo glasba, človek in kozmos eno in izhajamo predvsem iz tega, kako se otrok v prvem letu uči materinega jezika pri očetu, mami in seveda bratu, sestri, če jo ima, tako mi začnemo s 3-letniki glasbo. V prvem letu jih nič ne učimo, ampak jih pomočimo kot eno spužvo v vodo in oni samo poslušajo in reagirajo na to. Šele potem v drugem letu, ko so stari 4 leta, začnemo ozaveščati, recimo, dolgi, kratek ton, visoko, nizko, levo, desno in tako naprej. Ozavestimo to, kar smo v prvem letu z njimi počeli, se igrali, absolutno veliko preko pesmi. Potem v tretjem obdobju, to je 3. stopnja, ko so pa stari tam 5 do 7 let, preden vstopijo v šolo in tudi v glasbeno šolo, pa otroci to tudi zapišejo. Tako da ti otroci so pripravljeni in glasbeno, motorično, pismeno, zato da jim je potem absolutno v glasbenih šolah lažje, oziroma so pripravljeni, tako bi moralo biti, da ne bi samo z intelektualnega vidika poučevali glasbe, ampak je tukaj seveda vključen tudi čustveni vidik in pa slušni vidik, kar je blazno pomembno. Absolutno pa ti otroci potem tudi v osnovni šoli imajo neke prednosti, saj so se neke zadeve že lotili na poglobljeni način. Kaj pa je vas pripeljalo do tega, da ste se tako poglobili v to Willemsovo metodo? Ja, jaz sem na začetku mojega delovanja učila klavir in nauk o glasbi. Moji učenci, nisem ponosna na svoje začetke poučevanja, kajti moji otroci niso imeli dobrih ocen in predvsem niso imeli radi glasbe. Veliko sem se spraševala o tem, kako to vse glasba je nekaj prečudovitega, in zakaj ne znajo, kje je problem? In sem se spraševala, da verjetno nisem dobra učiteljica. Ko sem iskala, se pogovarjala z raznimi glasbeniki, sem našla z mojo prijateljico iz Bleda en seminar v Italiji in smo se odpeljali v Italijo 4 dni. Tam sem seveda prvi dan videla profesorja Jacquesa Chapuisa iz Francije in sem rekla, to želim delati. Če bom v glasbi ostala, če bom učiteljica, hočem biti takšna učiteljica. In danes sem zelo ponosna na svoje otroke, na sebe in mi uživamo. No, zanimivo je, kako pritegnete vse te svoje slušatelje, kako jih motivirate, kako jih
dvignete iz tiste zaspanosti? Zato, ker to živim. Odkar poznam Willems metodologijo, je tudi moje življenje popolnoma drugačno. Velikokrat, ker na ti seminarji niso samo v Sloveniji, jaz sem študirala v Italiji, didaktično diplomo sem zdaj upravljala v Franciji. Franciji je tudi sedež Willems federacije in naši profesorji vsi prihajajo iz Francije. Metoda je enostavno razpredena v Sloveniji, Italiji, Franciji, Španiji in pa v Kolumbiji. Zdaj tudi na novo in Švici, seveda, ker iz Švice izhaja Willems. Je enostavno zanimivo, da ko se srečujemo tam z ljudmi, da nas na začetku označijo, da smo malo drugačni od ostalih. Eni so celo rekli prvič, ko nas vidijo, kako se gibamo po glasbi, kako si upate to vse, ne? Enostavno iz sebe moraš izhajati. Če se ti želiš po eni glasbi narediti en gib, ne moreš biti mrtev. Če želiš zapeti eno pesem, moraš živeti to pesem. Če želiš otroku podati neko stvar, da bo naredil skok, se moraš odriniti od tal. Ne da se drugače skoka narediti in pri vseh stvarih tako gre. Jaz sem to sprejela za svoje, družim se z ljudmi, z glasbeniki, ki vejo, kakšna vrednost je v tej metodi in naj povem, da tudi v Sloveniji je zelo velika podpora z glasbenega vidika strani profesorjev, tako da smo prepoznavni tudi na Akademiji za glasbo, Pedagoški fakulteti v Ljubljani in v Mariboru in predšolski vzgoji in na glasbeni pedagogiki. Vedno več profesorjev glasbe, ki so končali akademijo, pa se tudi vključuje v naša izobraževanja, ki jih pa imamo v Ljubljani. Vsako leto organiziramo seminar v Ljubljani, letos bo od 3. do 5. julija v Ljubljani. Drugače pa je vsako leto tudi mednarodni seminar, oziroma na vsake 2 oziroma 3 leta pa potem en naš skupni seminar nekje, kjer se določi lokacija. Naslednja lokacija mislim, da bo naslednje leto, ne 2017, ampak 2018 v Lyonu. Lansko leto smo bili v Španiji, v Barceloni, bili smo tudi že v Rimu in vsakič vse šole v vseh državah, ki sem jih prej omenila, ponavadi damo otroke v pevski zbor. To je 100-članski pevski zbor, ki dela 10 dni potem na tem seminarju in imajo po 5 do 8 koncertov in jaz sem zelo ponosna, da z ptujske glasbene šole, zasebne glasbene šole, odkoder prihajamo, vsako leto sodeluje 10 do 12 punc in ena od teh punc je bila danes tudi tukaj na mojem seminarju in naj povem, da tudi 3 punce pa so bile moje učenke, ko so bile stare 3 leta, tako da sem zelo, zelo vesela. Ko govorite smo, ne, kdo ste to? Ja, naše slovensko društvo ima sedež v Ljubljani, naša predsednica je Alenka Podboj, to je ena pianistka. Jaz rečem mama Willems, v Sloveniji je pa Mateja Tomac-Kaligaris, to je izjemna, moja prijateljica, izjemna glasbenica, ki pa dela že 13 let na tem, da se Willems širi tudi po Sloveniji. Mi imamo prvič letos tudi francoske predavatelje, prej smo imeli italijanske predavatelje v Sloveniji, tako da smo ena ekipa močna. Naj povem, da Willems ni delal samo z otroki, ki so vpisani v redne osnovne šole, ampak je predvsem delal tudi z otroki s posebnimi potrebami. Tukaj moram omeniti Nušo Piber iz Bleda, ki se ukvarja z avtisti, ima tudi velik projekt, svojo Willemsovo šolo na Bledu in je velika umetnica, jaz rečem, na tem področju, kako glasba pozitivno vpliva na razvoj avtističnih otrok in kaj vse lahko preko glasbe ona pri avtizmu, ona imenuje to, da jih uredi, otroke uredi, da znajo pozdraviti, da znajo pogledati v oči in tako naprej. Seveda pa je tu nujno potrebno omeniti tudi še eno mojo kolegico pianistko, to je zelo poznana tudi na Edgar Willemsu centru Uči v Ljubljani, to je pa Ivana Dizdarević Đuričić. Me 3 v bistvu smo tudi didaktično podkovane in se še vedno izobražujemo, ker ti to izobraževanje Willems pravi, da traja celo življenje.
Z Nušo pa zelo tesno sodelujemo tudi preko avtizma. Edgar Willems, ki se je rodil leta 1890 v Belgiji, se je torej ukvarjal tudi z glasbeno vzgojo za majhne otroke in s uporabo glasbe v terapevtske namene pri prizadetih otrocih, mladih in odraslih. Tako da je tovrstno usposabljanje za dijakinje predšolske vzgoje na ormoški gimnaziji bila odlična popotnica za njihovo nadaljne delo. Ja, bilo mi je zelo všeč, veliko sem novega spoznala, te metode še nisem poznala in mi je prisrčna res, da uporabljaš vse te domače inštrumente, ki jih lahko uporabiš takoj v vrtcu že. Se ti zdi, boš doma lahko kaj takega tudi poskusila? Ja, predvsem s kakšnimi ropotuljicami ali pa zvončki ali pa s čem takim. Ti je všeč torej ta metoda? Ja, bilo mi je zelo všeč, prvič sem se spoznala z njo in res je uporabna zelo. No in kaj se ti zdi, kako je potrebna vzgoja otrok na takšen način, ko ste se danes naučili v glasbeni smeri? No? Ja, predvsem je že v tem predšolskem obdobju navaditi na glasbila, na glasbo, ker otroci v tem obdobju res radi pojejo, radi spoznavajo nove inštrumente in vse te stvari, ki jih zanimajo. Se ti zdi, boš z veseljem, srcem vzgojiteljica? Ja, mislim, da ja, in to glasbeno področje mi tudi ni nekako tujo, zato upam, da sem našla v tem. Pa bilo je odlično, bilo je zanimljivo. Pa rada bi še enkrat to videla, pa več načinov, pa kako z otroki mi dela. Misliš, ti bo to prav prišlo pri tvojem delu, vzgojiteljice? Ja, bo, ker mislim, da bi to dosti pomoglo otrokima v razvijanju, pa v budućem životu tudi, mislim, ko odrastejo. Kaj pa ti imaš rada glasbo, imaš rada ritem, tempo in vse to, kar ste danes doživeli? Pa ja, dosti poslušam pesme in všeč mi je to, kar se učimo igrati klavir in mi je vse odlično. Ja, bilo mi je zelo fajn, saj smo skupaj z učiteljico lahko z inštrumente in pesmico peli. Ponovila bi še enkrat, če bilo. Bi torej še enkrat zapela? Ja. Kaj misliš, kako pomembno je takšno učenje za vaše bodoče delo? Ja, mislim, da se moramo, če že gremo v to smer za izobraževanje, da bi lahko, da pač pomembno, da se z otroki tako komuniciramo. V vsakem primeru vsako novo znanje prav pride. Poučevanje glasbe po Willemsovi metodi pa se zdi več kot zanimiv korak v otroški svet dojemanja glasbe. V Ormožu je že vse nared za ormoški fašenk. Sobotni dogodki bodo namenjeni otrokom in odraslim, pustni torek, ko bo v Ormožu tradicionalni pustni karneval, pa odraslim in otrokom. Kaj se bo dogajalo, smo izvedeli na turistično-informativnem centru. V torek 28. februarja na pustni torek bo tako tudi letos ormoški pustni karneval, ki skozi desetletja predstavlja posebno ormoško tradicijo in enkratno poživitev ormoških ulic. Če kje je, poleg Ptuja v Ormožu še vedno bil pustni karneval in to na sam pustni torek. V glavnem pa je vse nared. Gospod Štuhet bo poskrbel za glasbo na trgu, potem bo se celotna povorka začela ob 14. uri, s tem, da te skupine se začnejo zbirati v ulici nad kapelico že po 13. uri. Potem se celotna povorka vije po mestnih ulicah do Kerenčičevega trga, tukaj se potem skupine tudi predstavijo in potem po Vrazovi do hotela oziroma do gasilskega doma, kjer se celotna povorka konča. S tem, da letošnja novost je tudi ta, da otroške skupine oziroma šolske skupine bodo svojo pot nadaljevale do telovadnice oziroma do osnovne šole na Hardeku, saj smo za njih letos poskrbeli rajanje po koncu povorke oziroma tudi razglasitev rezultatov za te šolske skupine bo v telovadnici osnovne šole Hardek. Za odrasle skupine pa bo potem razglasitev na Kerenčičevem trgu
Gasilsko društvo Ormož pa bo poskrbelo za pogostitev za te odrasle oziroma za karnevalske skupine. Tako sodelujoče odrasle kot otroške skupine se bodo potegovale za denarne nagrade. Letošnji denarni sklad je malenkost manjši, saj je vsako leto več stroškov. Stroški so z SAZOS-om, stroški z tem IPF-om, potem tudi nujna medicinska pomoč, ki je zadnja leta potrebna na teh prireditvah. Tako da smo se v organizacijskem odboru odločili, da bomo letos imeli samo prvo, drugo in pa tretje mesto. Prvo bo v višini 350 evrov, potem 250 evrov in pa 150. Tukaj pa moramo omeniti tudi, da je sklad za tolažilne nagrade, to pomeni za otroške šolske skupine 500 evrov, tako da glede na število prijavljenih otroških skupin se potem ta tolažilni sklad razdeli. Mislim, da je v lanskem letu je bilo nagrada 30 evrov, leto poprej je bilo 40 evrov, tako da vsaka otroška skupina, ki se udeleži povorke, dobi neko nagrado. Imamo pa dve kategoriji za ocenjevanje, otroške skupine in pa karnevalske skupine. Že nekaj let pa je v Ormožu vesela tudi pustna sobota, ki jo pripravlja Turistično-informativni center v sodelovanju z Mladinskim centrom oziroma z Ljudsko univerzo, z Javnim skladom za kulturne dejavnosti in muzejem. Mladinski center kot vsako leto pripravlja pustno rajanje v grajski kleti Unterhund, tako je se tudi letos odločil, tako da bomo pričeli ob 11. uri. Predtem pa tudi muzej vabi na njihovo gledališko predstavo. Predstavil se bo čarodej Avgustin s klovneso, nato pa so vsi lepo vabljeni v Unterhund, kjer bomo s pomočjo naših zaposlenih in pa tudi animatork oziroma prostovoljk iz gimnazije Ormož pripravili poseben ples za najmlajše, potem jih bodo pričakali tudi krofi, sokovi in pa čaji. Tako da mislim, da smo pripravili kar lepo pustno rajanje. Odvilo se bo torej ob 11. uri in bo trajalo vse do 1 ure popoldan. Potrebno pa je opozoriti, da bo na pustni torek v času karnevala skozi mesto zapora ceste. Zapora ceste kot vsako leto, popolna zapora od Ptujske pri kapelici čez celotno mesto, potem iz strani avtobusne postaje oziroma pri hotelu zapora tudi pri Ljudski univerzi v smeri Dobrave in pa po nasprotni strani popolna zapora pri policijski postaji, tako da je potem obvoz urejen čez Hardeg potem v mesto. Zapore bodo postavljene že od 1 ure naprej, tako da prosimo vse udeležence oziroma obiskovalce povorke, da si zagotovijo parkirišča tukaj okrog pred gradom, potem pred trgovskimi centri oziroma kje bo še prostor. Tako, karneval v Ormožu bo na pustni torek ob 14. uri. V Svetem Tomažu ga pripravljajo na pustno soboto ob 13. in v Središču ob Dravi tudi na pustno soboto ob 14. uri. Vabljeni! V Ormoški knjižnici je v sredo potekala delavnica ustvarjanja pisanja z Natašo Jenoš. Tudi pisanje je lahko zelo sproščujoče. Zanimivo! V vrsti različnih ustvarjalnih delavnic, ki jih prireja Ormoška knjižnica, je bila tudi ustvarjalna delavnica pisanja oziroma pisnega izražanja. Na prvi pogled se nam je zdelo nenavadno, da bi pri pisanju za svojo dušo potrebovali mentorja. A se je izkazalo, da določene usmeritve lahko tovrstno izražanje napravijo tudi zabavno. Gre za ustvarjalno pisanje, se pravi, gre za poigravanje z besedami. Najprej gremo skozi takšne vaje, da se udeleženci lahko sprostijo, da lahko najprej razbistrimo možgane na nek način skozi takšno poigravanje, ko iščemo besedni zaklad, širimo besedni zaklad in potem so pa to konkretne naloge, povezane z ustvarjanjem takšnih kratkih zgodbic. To je predvsem tisto, kar si želim in k čemu težimo na takih delavnicah. No in na kakšen način torej bi naj bilo pisanje sprostitev za nekoga? Znano je, da je pisanje tudi terapija. Recimo, takšno lahko je dnevnik
ne? Neko tako pisanje, ki pomeni neko olajšanje za koga. To lahko piše vsak v neki svoji intimi, v svoji osami. Lahko pa te svoje zapiske delimo tudi z drugimi ljudmi. Ne? Obstaja več vrst pisanja in recimo namen te take delavnice ustvarjalne ni, da bi zdaj iskali neke avtorje silne, ne vem, ali pa tudi, ne? Ker dejansko se lahko takšnih delavnic udeleži vsakdo in dobi to izkušnjo, kaj pomeni, če se malo res, da rečem, poigravaš z besedami. Ne? To se mi zdi zelo pomembno, ker lahko veliko tega naredimo in lahko marsikaj odkrijemo v sebi. Ne? Naloge so pa te ustvarjalne zelo preproste, če omenim samo eno. Izhajala sem iz tega, kaj bi se zgodilo, če bi se dva človeka srečala v Hoferju na blagajni in zdaj udeleženci, naše udeleženke pišejo zgodbo o tem, ta dva človeka sta lahko partnerja, mož in žena, lahko sta tat in blagajničarka, lahko sta pa neka prijatelja, ki se nista videla 100 let in se tam na blagajni srečata. Kaj se recimo zgodi? Tat in blagajničarka lahko sodelujeta pri neki tatvini, pri kaznivem dejanju, mož in žena se lahko na smrt spreta, ne? Prijatelja, ki sta pa po dolgem času spet tam skupaj, pa sta lahko ali silno vesela in gresta na kavo, ali pa se pač samo spogledata, pozdravita in to. Možnosti je nešteto. Gre to za pisanje obvezno rokopis ali bi se to lahko pisalo tudi recimo s strojem, z računalnikom? Tu sploh ni nobenih pravil, ne? Ker dejansko zdaj pišejo na roke, lahko bi imeli s seboj prenosne računalnike, tu sploh ni pravil. V končni fazi smo veliko delali ustno in smo se zabavali skozi pripoved zgodbe kot take. Ne? Smo recimo si prav izmišljali pravljico in potem nadaljevali tam, kjer je ena začela. Ne? In tudi to lahko je ena od takih luštnih sprostitev. Zdi se mi, da je nekaj takega v Ormožu prvič. Kakšne izkušnje imate s takšnimi ustvarjalnimi delavnicami? Jaz sem doslej že veliko delala z nadarjenimi otroki sicer, ampak tokrat prvič grem malo širše, ko se taka reč ponudi starejšim, ne samo otrokom osnovnošolskim in je zelo zanimivo, ker jaz izhajam iz sebe, sem imela to srečo ravno v Ormožu in se tudi zelo zahvaljujem za to, kar mi je bilo dano. Tisti, ki so bili del tega, vedo, kateri so bili in res ne bom te naštevala posamezno vseh, ampak neizmerno lepo je bilo imeti podporo na tem področju. Kasneje kot dijakinja, kot gimnazijka sem pa tudi imela neizmerno srečo, ker sem spoznala par ključnih osebnosti naše slovenske literarne scene in potem tudi imela to čast, da sem lahko z njimi sodelovala in delala. Kaj pa sicer vi pišete, kaj ustvarjate? Jaz sem veliko pisala literarnih stvari kot dijakinja, tudi osnovnošolka, kasneje pa sem šla v novinarsko smer in sem se tam malo izpela. Oziroma, bilo mi je dovolj pisati novinarsko, najraje sem pisala intervjuje, velike, dolge, konkretne intervjuje in tu mi je nekako, to mi je bilo dovolj. In sem nekako dala na stranski tir literarno ustvarjanje, ker sem se zdaj bolj našla v tem, da vodim ljudi skozi proces tega pisanja, ki ga pa dobro poznam. No in kakšni so odzivi? Ja, danes vidim, da so res, jaz sem zelo vesela, so lepi odzivi, dekleta so prijetna, uživam z njimi, same punce smo, tako da je zelo v redu, jaz sem zelo vesela. Sicer pa imajo načeloma ljudje to radi, ne? Tudi če ne vedo, kaj jih čaka, kaj pričakujejo, se dobro odzovejo, ker jih nekako sam proces tega ustvarjanja pripelje do tega, da jim je lepo. Jaz se trudim, da poiščem zabavne teme, da gremo na zabaven način skozi proces in potem je to. Upam, da boste kmalu ponovili kaj takega v Ormožu. Jaz sem zelo odprta in če bo želja, sem pripravljena priti. Verjeti je, da bo to vrstna ustvarjalna izkušnja zamikala še koga, potem ko smo se prepričali, da je tudi pisanje oziroma pisno izražanje zelo sproščujoče. Pod strokovnim vodstvom pa tudi priložnost, da se mimogrede naučimo kaj novega. Od sproščujočega pisanja pa k taroku. Ormoški igralci taroka so si minulo sredo spet dali duška. Šlo je za 13. kolo od 14, koliko jih v sezoni odigrajo ormoški ljubitelji taroka.
Danes je to klubsko tekmovanje, prirejamo ga vsako sredo od novembra do marca. No in kaj rezultati iz tega tekmovanja klubskega pomenijo? Bolj kot ne je druženje, potem pa tisti, ki ima več sreče, tisti pač mu zmaga, ampak drugače je bolj namenjeno druženju kot med klubi. To pomeni, da je to tudi neke vrste trening. Tako je. Bolj je namenjeno treningu, tako je, da. No, povejte nam, se taroka človek lahko nauči s treningom, se lahko zverzira? Ja, pravila se moraš naučiti, pol pa je trening samo, da nadgradiš to znanje. Ja. No, kdaj se reče, da imate kartaši dobre karte? Ko ti karta gre, to pomeni, da zmaguješ. No, to vseeno pomeni, da je potrebna neka kartaška sreča. Ja, pri taroku je kar dosti odvisno od sreče, ja. Kako pa sicer deluje vaš klub, Tarok klub Štravs? Koliko vas je članov, katerih tekmovanj se udeležujete in tako dalje? Članov nas je tako okrog 30, zdaj trenutno udeležujemo pa se klubske tekmovanje, potem je ena ponedeljkova liga, to se odvija med 3 klubi, zdaj mislim, da zdaj še se je priključil 4, večinoma smo imeli to Ormož, Ptuj pa Rogaška, zdaj še nekaj Hoče zraven igra, potem je Štajerska liga, to je samo štajerski del z Koroško zraven, pa potem državna prvenstva, tam pa celotne Slovenije. Kdaj boste spet organizirali kakšno konkretno tekmovanje, državno recimo? Ja, to enkrat letno je, zdaj smo ga imeli, pred časom nazaj smo ga imeli državno prvenstvo v Cvetkovcih, to je bilo 14 dni nazaj. Bilo je zelo dobro obiskano letos, ker smo bili malo bolj na začetku, ker čez celotno leto potekajo državna prvenstva in lani smo dobili dobre točke, ker smo dobro priredili državno prvenstvo in smo potem tudi dobili tretjo kolo. Lani smo imeli 10, letos smo bilo 3. Ja. No, ko se tako zberete ob sredah, ko torej trenirate na nek način, kako pa oblikujete te ekipe, ki sedijo za mizo? Tako je, prijavijo se vsi igralci, potem pa se naredi žreb, potem pa po prvem kolu pa se zberejo vsi rezultati in odvisno kako po rezultatih potem se uvrstijo na naslednje kolo. In kot pravi predsednik, bistvo je druženje ob kartah. Tako kartaški druščini tudi kakšen rojstni dan ne uide. Jani, kaj bi si človek lahko lepšega zaželel za rojstni dan? Ja, nič. Neko lepo druženje s prijatelji in to je tudi vse. Ne? No, kaj pa vam recimo konkretno pomenijo takšna druženja ob kartah? Ja, z ozirom na to, da je tega vedno manj, spodbujamo, da bi bilo teh srečanj in pač kakorkoli čez šport ali čez kako drugo društvo čim več, ker ljudje se zapirajo same v sebe, danes je čist nekaj drugega, ni tisto, kar smo si želeli v naši Sloveniji in mogoče je to ena mala priložnost, da se lahko ljudje malo družijo pa poveselijo, to pa tudi vse. Kako je s članstvom v vašem društvu? Predsednik pravi, da vas je 30. To število upada ali prihajajo novi zraven? No, z ozirom na to, da ja, trenutno nas je 30, drugače pa nekje prije številka malo do 40, ampak imamo nekaj podpornih članov, ki sicer ne tekmujejo v naših teh tekmovanjih, nas pač z članarino spodbujajo ali pa kakorkoli, ne. Tako da tekmovalno gledano ta naša Ormoška liga se je očitno prijela in tu nas igra nekje do 20, dočim državno prvenstvo pa nas igra 10, ki imamo licenco. Kakšno predznanje mora imeti nekdo, ki bi se vam hotel pridružiti? No, seveda mora imeti znanje o taroku, ker pač to je ena zelo zanimiva igra z kartami, ki je sicer bi lahko rekel tak, ni enostavna. Jaz, ko sem še bil mladi, tistokrat smo se učili na bazenu in tam, ko smo bili se pravi smrkavci po domače, smo se pač na bazenu naučili taroka, smo zraven gledali, ampak to ni tako enostavno, da bi se naučili za 2 dni, to je, rabiš kar eno poletno sezono, da sprejmeš tarok kot igro. In
jaz rečem tak, ne, hvala Bogu, ne. Res pa je tudi, da imamo pravila, zdaj danes je pač zadeva posodobljena, imamo vse na internetu, lahko si vsaki pogleda pravilnik, pravila, kodeks igralski tudi mora biti seveda, ker bi rekel tak, ne. Pa seveda, jasno, če je človek komunikativen pa družaben, se pred vpelje, kakor če je kakšen malo drugačne sorte tip, ne. V glavnem, Ormoško tarok društvo ima dolgo tradicijo in vrsto odličnih igralcev taroka, ki so nemalokrat tako ekipno kot posamezno bili med najboljšimi v državi. Velikokrat pa se je društvo že izkazalo kot odličen organizator regijskih in državnih tekmovanj, ki se jih udeleži tudi do 200 tekmovalcev iz vse Slovenije. Včasih so ta tekmovanja potekala v ormoškem hotelu, zadnja leta pa so svoje domovanje našla v gostišču Marta v Cvetkovcih. Med športnimi dogodki se bomo dotaknili zmage rokometašev Jeruzalem-Ormoža na zmeraj težkem gostovanju na Dolu pri Hrastniku. Fucaleri Tomaža pa so gostovanje na Vrhniki zapustili sklonjenih glav in jih v petek ob 20. uri čaka odločilna tekma za obstanek v ligi. Dober dan. Pregled športnih dogodkov iz našega konca bomo pričeli z rokometom in NLB ligo, ki je ponudila tekme 20. kroga. Ormožane 6. uvrščene po 19 krogih je čakalo gostovanje pri Dolu, ki se krčevito bori za obstanek v ligi. Pa poglejmo prispevek. Tradicija gostovanj na Dolu in začetek tekme nista vinarjem obetala nič kaj dobrega. Gostitelji so odločno krenili v tekmo in po točke, ki bi jim v nadaljevanju sezone povečale možnosti po obstanku v ligi. V 4. minuti je izid še bil izenačen 3-3, v 10. minuti pa je zaostanek Ormožanov že znašal 4 zadetke. Domačini so povedli z rezultatom 7-3. Največ preglavic je četi trenerja Saše Prapotnika po pričakovanjih povzročal Gregor Klepej, ki je do 10. minute dosegel 4 zadetke. Kar 7-minutni post brez doseženega gola je v 11. minuti 7-metrovke prekinil kapetan gostov Bojan Čudič za izid 7-4. V nadaljevanju je vinarjem uspelo zaustaviti prvo dolsko violino Klepeja in prednost domačih je pričela kopneti. Dol je bil ujet v 22. minuti pri izidu 13-13, ko je enega izmed svojih 4 zadetkov na tekmi dosegel kadetski reprezentant Tilen Kosi. Sledila sta 2 domača gola za vodstvo 15-13, nato pa se od 25. do 30. minute ormoška mreža več ni zatresla. To so s pridom izkoristili gostje in po golih Danijela Mesariča, Jureta Kocbeka in Gala Cirarja odšli na odmor z golom prednosti, polčas Dol 15, Jeruzalem 16. Do konca tekme Dolu tudi po zaslugi nekaj dobrih obramb vratarja Tomislava Balenta več ni uspelo ujeti nasprotnika, ki je kontroliral potek tekme. V drugem polčasu je zablestel adut iz ormoške klopi Gregor Ocvirk, ki je v obdobju od 36. do 54. minute dosegel neverjetnih 9 zadetkov, med 9-9. Še najbližje so Dolani bili v 42. minuti, ko so zaostajali le za gol, 23-24. V zadnjih 10 minut tekme so gosti prispeli s 4 goli prednosti in prednost povečali v večjih primerih že na 6 zadetkov. Pri zmagi Jeruzalema 36-31, polčas 16-15 sta vratarja Tomislav Balent in Marin Šutalo zbrala 10 obramb. Ocvirk je dosegel 9, Rok Žuran 5, Kosi in Cirar po 4 zadetke. Kot kaže, nam je vlak za uvrstitev v ligo za prvaka odpeljal. Smo pa za zmago na Dolu storili lep korak k mirnejšemu zaključku sezone. Zdaj prednost pred mestom, ki vodi v prvo B ligo, znaša 10 točk. O porazu na Dolu bi ta znašala le 6 točk, kar nam ne bi zagotavljalo mirnega zaključka. Pred nami je zdaj najmočnejša tekma v letu 2017, saj v Ormož prihaja vodilno moštvo lige, je po tekmi povedal trener Jeruzalema Saša Prapotnik. Na Hrdek v soboto 25. februarja ob 19. uri prihaja vodilni Koper, ki želi osvojiti prvo mesto po rednem delu sezone in ligo za prvaka pričeti z istim številom točk kot Celje in Gorenje, ki nastopata v CH ligi. Koper je trenutno najbolj vroče moštvo lige, ki je slavilo na zadnjih 5 tekmah, med drugim tudi pri prvem favoritu rednega dela prvenstva Ribnici. Obeta se prava rokometna poslastica in verjamemo, da bo dvorana Hradek kljub pustni soboti lepo polna.
Nadaljujemo z futsalom in prvo slovensko futsal ligo, kjer je bil odigran 16. krog, ki je prinesel nekaj zanimivih izidov in 31 doseženih golov. Puntar si je zmago 4-0 nad Dobovcem tudi matematično zagotovil obstanek v ligi. Že 15. zmaga aktualnega državnega prvaka Pro N Maribora s 6-3 proti Benediktu. Drugovrščena Litija je bila s 4-3 boljša od Sevnice. Obstanek v ligi so si zagotovili tudi futsaleri Zavasa, ki so s 5-2 ugnali Tomaž. Bronksi so zmago nad Oplastom s 3-1 napovedali odločen boj za 3. mesto in boljše izhodišče v končnici prve slovenske futsal lige. V nadaljevanju si poglejmo vse zadetke z prvoligaških igrišč, ki jih je ponudil 16. krog. Ostala nam je le še tekma Tomaža v gosteh v Vrhniki pri Zavasu. Gostitelji so lažje od pričakovanega upravili s petelini, ki jim glede na stanje na lestvici teče voda v grlo. Futsaleri Zavasa, ki jih vodi legenda slovenskega futsala Mile Simeunović, so že do odmora 3-krat zatresli mrežo nasprotnika. Prvi gol je padel že v prvi minuti. Strelec prelepega zadetka je bil Matic Rudolf. Isti igralec je bil uspešen tudi v 9. minuti, ko je le postavil piko na i lepo odigrane akcije domačih. Izid prvega polčasa 3-0 v prid Zavasa je v 18. minuti postavil Klemen Kunc. Za Tomaž, ki je v Vrhniku odpotoval z le 6 igralci, je prvi zadetek dosegel kapetan Miha Magdič v 26. minuti. V nadaljevanju so domačini še 2-krat zatresli mrežo Tomaža in si kot novinci v ligi zagotovili obstanek v ligi. 4. gol je delo Benjamina Tušarja, 5. pa Matica Jereba, ki je za 11 doseženimi goli prvi strelec Zavasa v tem prvenstvu. Končen izid Zavas Siliko, Tomaž Šicbar 5-2, polčas 3-0 je v 36. minuti postavil Dejan Kociper. Ob meni je trener KMN Tomaž Šicbar, Marjan Magdič. Marjan, danes izjemno zahtevno gostovanje na Vrhniki. Ja, kaj ne rečem, res zelo zahtevno gostovanje. Mi smo potihem pričakovali mogoče 3 točke, ampak vedeli smo, da bo to zelo težko. Vemo, da sta to 2 ekipe, ki sta se lansko sezono kar dobro trudile v drugi ligi in vedeli smo, da bo to zelo težko. Jaz sem pripeljal zelo malo ekipo, zelo kratka četica, ampak gledajte, teh 5 igralcev je odigralo vrhunsko. Do konca prvenstva še 2 tekme, se nadejate mogoče kakšnih točk v tistih 2 tekmah? Ja, sigurno, vse veste sami, da te točke bi nam bile zelo koristne.
imamo dve ekipi, to so meni Benedikt in Puntar. Če osvojimo vsaj 6 točk, mogoče 3 ali mogoče 6, tako sem rekel, upamo na najboljše, mi bomo se potrudili, vse danes ste videli, odigrali smo dobro, kvalitetno, imeli tudi kar zrele priložnosti, nismo jih izkoristili. Klop je bila kratka, jaz računam, da bomo doma imeli daljšo klop, da bomo odigrali eno pošteno tekmo. Upam, da bodo se igralci pri sebi razčistili, da 2 zmage prinašata obstanek v ligi in to bi za nas bilo več kot vrhunec. Ob meni je igralec KMN Tomaž Šicbara, Miha Magdič. Miha, danes si dobil tudi neki iz tribun. Se poznate tukaj na Vrhniki z igralci? Pa, poznamo, tako bom rekel, ne. Srečujemo se zdaj 2-3 leta. Nič to ni slabega, to je dobro za nogomet, vse posodi se to dogaja. Dobro, da so ljudje, če bi bila prazna tribuna, bi bilo vse smešno videti, realno. Nekoga si morajo zbrati, mogoče 2 smešna favla na začetku tekme nad mene in zaradi tega so se mi takoj našli. Če bi bilo nad katerim drugim, verjetno drugi. Ampak v redu, ker to spada k nogometu, svaka čast navijačem, da so se tudi tega spomnili. Ok, gremo na tekmo. Zahtevno gostovanje na Vrhniki. Mogoče kako si ti videl tole tekmo? Prvoligaška tekma, z eno menjavo, ni šans, da vohaš 3 točke, da vohaš točko, da se dotakneš točke, enostavno. V prvem polčasu še mogoče res blizu imeli šanse, če bi zabili, bi bili dlje v igri, bi se mogoče domačini nekoliko bolj nervozno lotili tudi tekme, ampak nismo dali gola, oni so vse skoristili v prvem polčasu. In žal, z eno menjavo ne moreš obrniti ni 1-0, ne 2-0. In borili se smo, mislim, da vseh teh 5, ko nas je stopilo na parket, 6, če vratar, nijamo si kaj očitati, vsi si lahko pogledamo v oči. Dali smo ne samo znoj, kri danes za klub in čestitam pa Zavasa za zmago. Ob meni je igralec Zavasa Benjamin Tušar. Benjamin, danes zahtevno tekma, čeprav rezultat na koncu ni tega pokazal. Vseeno borili ste se, tudi ti si dosegel zadetek. Kako si ti mogoče videl tole tekmo? Pa po moje, da smo zasluženo zmagali. Bili smo boljši, se mi zdi, da celo srečanje. Gosti so prišli z 1 ali 2 menjavami in to se je poznalo. Mi smo jih od prve minute držali pressing, smo jih utrujali in to se je normalno poznali in pol na rezultatu in na vsem. In kot sem že rekel, mislim, da smo bili celo srečanje boljši, imeli več prilik, več priložnosti in tudi publika, mislim, da je bila danes res na nivoju. Res so prišli v velikem številu in se jim je treba zahvaliti za to in mislim tudi, da so imeli kaj videti. Sicer pol na koncu je tekma malo ratala brez naboja, ker je bilo par golov razlike, ampak to nima veze, mi smo dosegli svoj cilj, 3 pike so ostale doma. S tem mislim, da smo si zagotovili obstanek letos. To smo si zadali pred sezono in zdaj mislim, da lahko uživamo danes in pol še te par tehnik bomo do konca za dušo odigramo in kar bo. Od mene je glavni trener Zavas Silika, Milivoj Simonovič. Mile, danes zahtevno tekma, kljub temu, da rezultat na koncu ni pokazal tega. Ja, res je. Ena zahtevna, težka, odgovorna tekma in to se je videlo po tekmi, da je bila res težka. Igralci so jo težko prenesli. Taka živčna je bila, vodili smo, ampak nikakor ni bilo zadnje minute in konca tekme, bomo rekel tako. Ampak to je tako se ostaja v ligi, tako se dobivajo pike, tako se nabirajo izkušnje in danes mislim, da so to fantje pravilno naredili in da smo zasluženo vzeli 3 pike in obstali v ligi. Izpolnili smo svoj cilj, ki smo si ga zastavili na začetku sezone, to je obstanek v ligi. Rad bi pa na koncu zahvalil se publiki, da je prišla v takem številu, ker res prepoznali so borbo, kvaliteto igralcev, da se borijo za klub, za Vrhniko in so prišli danes, rekel, v največjem številu. Ne vem, če jih je bilo do zdaj toliko. Hvala jim še enkrat in naslednje tekme se bojo fantje, jaz verjamem, da se bojo borili še bolj, kot so do zdaj. Na vrhu Maribor in Litija, ki sta si že zagotovila številko 1 in 2 v četrtfinalu. Vprašanje, kdo bo tretji in bo imel lažje izhodišče v četrtfinalu, je še odprto. Za številko 3 pa se borijo ekipe Bron Škofije, Oplast Kobarid, Dobovec in Sevnica. Obstanek sta si tudi matematično zagotovila Puntar Tolmin in Zavas Siliko.
O 10. mestu in potnikov v drugo slovensko futsal ligo bosta odločala Tomaž Šicbar in Benedikt na tekmi meseca, ki bo na sporedu v petek 24. februarja ob 20. uri. Prenašala pa jo bo v živo tudi spletna stran www.futsal.si. Seveda si v domačem taboru na tekmi leta želijo bučne podpore s tribun in ne pred računalnikom, zato verjamemo, da bo dvorana v Ljutomeru lepo polna. Lepo je tekmovati, še lepše premagovati fante. Sem Manca Katrašnik, sem članica AMZS. Kaj pa vi? Članite se, tudi vi. AMZS, pravi prijatelj. Morda je težje zaživeti popolno. Gotovo pa je lahko popolna vaša pričeska. In to z obiskom v frizerskem studiu S-stil Sandra Hruškar SP, Kolodvorska ulica 6 v Ormožu. Modne in klasične, ženske, moške in otroške pričeske, takšne, kot ste si jih vedno želeli. Za popolno pričesko. Frizerski studio S-stil v Ormožu. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasno oblačila, tako da si ga le popestrite z unikatno obleko, ki vam jo z veseljem zašije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi na Ptujski cesti 7 v Ormožu. Ponuja šivanje modnih in klasičnih ženskih, moških in otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklažo in popravila. Andi vas v svoj modni atelje vabi v sredo od 12 do 15 ure, v četrtek in petek od 9 do 13 ure. Vedno pa vam je na voljo na telefonski številki 041 317 339. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Dobar den! Ja, Micika, kaj te delaš tu? Hodi, Vinko, hodi, tu je center ponovne uporabe, veš kaj vse moje obleke, sem si kupila šal, jenko, bluzo, mantel, žulje, pogledaj, kakšne lepe, pa vse samo za 10 evrov. Hodi, kaj sem tam nekaj kupila, gledaj, mantel paše. Ti vidi, si vredi, ne? Ja, te pa tak vredi, ko sem si kufar sobom prinesel, ko ima vse to notri spravila, ha? Evo. Kje se še lahko oblečeš in obuješ za manj kot 10 evrov? Kupiš poceni posodo, porcelan, kos pohištva, vse za otroke. Oddaš stvari, ki več ne potrebuješ. In še popravile oblačil in pohištva nudijo. Vse to v centru ponovne uporabe v Ormožu, na Vrazovi 9, vsak dan med 8 in 16 uro. V CPU oddam odvečno in dobim kakovostno. To je res enkratno. Micika, gledaj, toto pohištvo je tudi na oddajo. Gledaj, kako jaz lepo, v to ti stol pošen, ha? Samo noga pa to je zmizane, ne? A ti bo, da si glih ti, veš. Novo v Ormožu, trgovina z gradbenim materialom Sejateh na Ljutomerski cesti 39. V trgovini Sejateh ponujajo vrsto kakovostnega in cenovno konkurenčnega gradbenega materiala priznanih proizvajalcev na trgih Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Avstrije. Ponujajo vse za gradnjo in dom, kompletno ponudbo elektromateriala, pleskarsko orodje, barve iz mešalnice barv, betonske in opečne izdelke, kritine, različna orodja, vodovodni ter kanalizacijski material in drugo.
Ugodne ponudbe, kvaliteten material in konkurenčne cene vas bodo prepričale. Povpraševanje lahko preprosto pošljete na elektronski naslov trgovina@seateh.si. Lahko tudi pokličete na telefonsko številko 051 250 318. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Včlanite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. AMZS, pravi prijatelj. Za konec pa še povabilo k ogledu oddaje Utrip Ormoža iz arhiva. V nedeljo ob 20. uri bo na sporedu oddaja z dne 2. januarja 2001. Med drugim bo najbrž zelo zanimivo videti, kako množično in predvsem veselo je bilo silvestrovanje 2001 na Kerenčičevem trgu. Nova oddaja, polna pustnih doživetij, pa bo na sporedu že čez teden dni. Norčave pustne dni vam želimo in srečno do prihodnjič.